Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v prvi oktobrski kroniki tedna, ki jo začenjamo z lepo novico. Na Svetovni dan turizma, 27. septembra, je destinacija Kranjska Gora v okviru mednarodne konference Global Green Destination Day prijela certifikat Slovenija Green. V torek 27. septembra je v Ljubljani potekal osrednji zeleni dogodek na globalni ravni Global Green Destination Day. V okviru omenjenega dogodka so najbolj napredne destinacije na področju trajnostnega turizma prijele certifikate Slovenija Green. Med dobitniki znamke kakovosti Slovenija Green je tudi destinacija Kranjska Gora. Destinacija Kranjska Gora je namreč uspešno opravila ocenjevanje po globalnih kriterijih Green Destination Standard in se tako pridružila 17 destinacijam in 10 ponudnikom, ki so vstopile v nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modulov v turizmu, imenovanem Zelena shema slovenskega turizma pod okriljem Slovenske turistične organizacije. Sobe z zgodbo o Prgavedarju iz Podkorena pa so se uvrstili med prejemnike znamke zelene kakovosti Slovenija Green Accommodation za ponudnike turističnih namestitev. V preteklem tednu je bila tudi 13. seja občine Kranjska Gora. Na njej so se v sredo sestali kranjskogorski svetniki in svetnice. Sprejeli so odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori. Območje je namenjeno ureditvi hotelskega kompleksa, ureditvi športno-rekreativnih in parkirnih površin ter ostalim prireditvam, ki bodo služile predvidenim in obstoječim objektom na območju urejanja in smučišče v neposredni bližini. Gre za pomemben prostor na območju Kranjske Gore, ki bo namenjen razvoju turizma, pa tudi prebivalcem naselja. V predlogu tretjega rebalansa proračuna občine Kranjska Gora so prihodki in odhodki načrtovani za 71 tisoč evrov. Letos ne bo odhodka za počivališče avtodomov, otroško igrišče na Dovjem, sanitarni kontejner, obnovo stanovanj na Dovjem, manj bo posodobitve urbane opreme. Nižji od planiranih pa bodo odhodki za ureditev jezer v Jasni, promocijo, kapitalska vlaganja in obnovo Tičarjeve ulice v Kranjski Gori. Dodajajo pa se odhodki za ureditev obrtne cone v Mojstrani, vzdrževalna dela na občinskih cestah, preplastitev cest v Planici in Gozdu Martuljku, ureditev meteorne vode in vodovoda pri obnovi dela Barovške ceste v Kranjski Gori, za pripravo terena za parkirišče na Dovjem, izdelavo zavarovane poti, hladnik v Gozdu Martuljku, ureditev sprehajalnih poti ob Pišnici, za urejanje tekaških poti ter sofinanciranje nakupa kombija za prostovoljno gasilsko društvo Podkore. Prisluhnili so tudi poročilu o delu turizma Kranjska Gora za lansko leto, ki ga je predstavil direktor Blaž Veber. 27. septembra na Svetovni dan turizma je torej Kranjska Gora prejela veliko priznanje Green Slovenija. Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma pa so po mnogih krajih odprli tako imenovano zeleno okno. Turistično društvo Kranjska Gora je zeleno okno odprlo na isti dan, ob 17. pri jezeru Jasna. Tudi v Kranjski Gori smo izredno veseli, da smo se lahko pridružili projektu Turistične zveze Slovenije, lepemu projektu odpiranju zelenih oken in smo eni izmed 50 turističnih društev, ki na Svetovni dan turizma 27. septembra ob 17. uri odpiramo zeleno okno tudi v občini Kranjska Gora. In seveda je to lep dokaz, da spremljamo trajnostni oziroma zeleni razvoj turizma tudi v občini Kranjska Gora. Izredno veseli pa smo tudi, da ravno na Svetovni dan turizma občina Kranjska Gora prevzema certifikat zelene turistične destinacije in tako smo se pridružili nekaj 20 turističnim destinacijam po Sloveniji. Seveda iskrena zahvala tudi delovni skupini, ki je pripeljala projekt do te faze, da smo lahko na Svetovni dan turizma prejeli ta certifikat in pa seveda tudi zahvala
otrokom iz turističnega krožka osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore, da so se nam pridružili pri odprtju zelenega okna tukaj ob prekrasnih butičnih jezercih Jasna in veselimo se že nadaljnjih projektov Turistične zveze Slovenije, ki je naša krovna turistična organizacija, ustanovljena davnega leta 1905. Seveda pa je Turistično društvo Kranjska Gora leto starejšo, ker so ga naši predhodniki ustanovili leta 1904, tako da iskrene čestitke vsem turističnim delavcem ob Svetovnem dnevu turizma. V Mlačci v Mojstrani je bilo tekmovanje Gasilske zveze Kranjska Gora. V kategoriji pionirk je slavila ekipa Dovjega, v kategoriji pionirjev Kranjska Gora, v kategoriji mladincev ekipa Mojstrane, v kategoriji članica ekipa Mojstrane, v ekipi članov A oziroma v kategoriji članov A pa Rateče Planica. Tekmo članic B so dobile Gasilke Dovjega, članov B pa Mojstrana, ki so bili najboljši tudi v kategoriji starejših gasilcev. Včeraj sem se pogovarjal, sem mislil, da je super. Super, če se reje. Kaj je super? Dajmo naprej, gremo, šesto, gremo, Dobar je, gremo. Bravo, evo, gremo. Dajmo. A boste prvi za kulturno klub je opremljen. Hvala, što se razumijemo. Gremo, šelo. Kraj, spojka! Hej, pri sosedah sem goj, že gor peti pa ura. Na kranjskogorski šoli Josipa Vandota so gostili prav posebnega gosta, študenta Jamesa Bottona iz Anglije, ki je otroke učil angleškega jezika, sebe pa slovenskega in ki jim je približal svet svoje države. Z otroki je šel tudi v Novigrad in na planinski tabor na Vršič. Ja, res je. Gostimo študenta iz Anglije, Jamesa Bottona, ki je tukaj na obisku 3 tedne. Z učenci je pri pouku. Gre za to, da se učenci učijo angleščine. Temu mi pravimo native speaker, sprav naravni govorec, in učenci slišijo pravo angleščino. Poleg tega je pa tudi na vseh programih z učenci. Med drugim je šel tudi z njimi v šolo v naravi, v Pineto v Novigrad, bil je na Vršiču, na planinski šoli z učenci. Tako da danes smo se od njega poslovili, res na en tak lep način, mu dali knjigo Slovenija na moja dežela v 3 jezikih, v slovenščini, angleščini in nemščini, tako da bo lahko vsako misel, vsak dogodek, ki ga v tem prebral, vsak kraj, ki ga bo prebral, tudi je noter upisana seveda Kranjska Gora z okoliškimi kraji, znal prevesti in tudi v slovenščini znal prebrati. Pravzaprav je ta obisk povezan tudi z eno fundacijo, ki obisk pravzaprav omogoča? Ja, to je res. To je fundacija v spomin na Andreasa Malsa. Tukaj je tudi na obisku v tem tednu tudi gospa Slava Mals s svojim možem, ki tudi sta ustanovitelja te fundacije skupaj s hčerko. Gre za to, da oni financirajo pravzaprav ta obisk skupaj tudi z občino Kranjska Gora in se tudi občini zahvaljujemo, del financiranja tudi z njihove strani. In študent je vsako leto 3 tedne pri nas, torej izberejo sami gospa Mals študenta preko posebnega razpisa. Letos moram reči, da je izjemen človek prišel, on je študent francoščine, ruščine, zdaj se še uči slovenščino, zelo hitro napreduje, tako da je navdušen nad
Kranjsko goro, nad našimi kraji, nad našimi učenci. Tako da se mi zdi, da je en ta prav človek prišel. James pravi, da se je v Kranjski gori dobro počutil. I thought Kranjska Gora is a really lovely place. I really loved the scene. Kranjska gora je čudovit kraj. Res mi je všeč, pokrajina in gore. Bil sem na nekaj pohodih, s kolesom sem šel na Vršič in razgled je čudovit. Res je lepo. Bil si tudi v Novigradu in na Vršiču. Ja, bil sem skupaj z otroki v Novigradu, šel pa sem tudi z Vršiča na Mojstrovko. And also up the mountain to Vršič to visit. We went on a hike to Mojstrovka, which was really amazing, really lovely place. Kaj pa lahko poveš o naših otrocih? Super otroci so, dobro vzgojeni, dobro govorijo angleško. Nekateri govorijo že tekoče angleško, tudi že pri 11 in 12 letih. Impresioniran sem. 11 or 12, which is really incredible, very impressed. Učenke in učenci 5. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so se septembra odpravili v šolo v naravi, kjer so nabirali plavalne izkušnje, se zabavali in seveda veliko naučili o morskem svetu. V šolo v naravi smo se odpravili 12. septembra, tja smo odšli petošolci, tam smo ostali 5 dni. Morda rečeva besedo dve o tem, kaj vse ste tam počeli, kaj vse so otroci novega doživeli, videli. V šoli v naravi smo se predvsem posvetili plavanju, torej učenju plavanja in izpopolnjevanju tehnik. Učenci so imeli vaditelje, ki so jim pri tem pomagali in so jih naučili pravilnih tehnik. Učili pa smo se tudi o obmorskem življenju in o značilnostih primorskega sveta. Tudi tam je bil vsak dan en določen urnik. Tako je, urnik je bil kar trdno določen, učenci so bili zaposleni od jutra do večera, tako da so imeli veliko različnih aktivnosti, od pouka, učenja plavanja, do družabnih iger, učili so se tudi kolektivnega življenja v skupini, prilagajali so se drug drugemu. Mislim, da so se učenci tam kot razred zelo povezali in da je to eden od pomembnih ciljev, ki jih želimo doseči v šoli v naravi. No, seveda to ni edini cilj. Tako je, ciljev je bilo več. Predvsem, kot sem omenila, pri šoli plavanja, tam smo nadaljevali mi šolo plavanja, kjer so vsi učenci že bili plavalci. Obenem pa smo spoznavali, kot sem rekla, morje, podnebje, sestavo, tal, rastlinstvo, živalstvo, dejavnosti ljudi ob morju. Šli smo tudi na izlet z ladjo v Poreč oziroma proti Umagu, ne prav do Poreča. Ogledali smo si na poti na morje tudi akvarij v Piranu in še mnogo drugih stvari. Učenci so strnili vtise, vsi so zelo veseli, zadovoljni, verjetno tudi še tole v rednem pouku v Kranjskogorski šoli rečete kakšno besedo o šoli v naravi. Tako je, o šoli v naravi se pogovarjamo potem tudi po tem. Veliko vtisov so učenci ohranili, mislim, da nekateri kar za celo življenje, spletli so nova prijateljstva, pa tudi vreme nam je šlo zelo na roke, letos je bila šola v naravi prav še poletna. Otroci pa so takole strnili vtise iz šole v naravi. Zelo je bilo dobro, tako plavali smo, igrali smo se, učili smo se, tekli zjutraj smo imeli telovadbo, igrali smo se tudi na malico, pa tako. Meni je bilo ful dobro, pa veliko smo plavali, pa videli smo delfine, kakor sem jih jaz videla prvič v življenju. Pa ful je bilo fajn, smo se zabavali pa igrali. Ja, mi smo se dobro, veliko smo plavali, se učili, spoznali smo nove prijatelje, pa najbolj všeč mi pa bilo, ko smo se z ladjo peljali, pa ko smo videli delfine. Šli smo plavati, smo se igrali, tekali smo, imeli smo športno kosilo, večerjo pa malco. Meni je bilo zelo všeč, najbolj sem bila pa presenečena, ko smo videli delfine. Kako izgledajo? So večji, kot si predstavljala, so manjši, kot si predstavljala? Mi smo jih videli od daleč, pa videli smo jih samo, ko skačejo v vodo.
In kaj ste se morda novega naučili v šoli v naravi? O plimi pa o seki, pa zelo smo se zabavali, pa zadnji dan smo imeli tudi ples. Pa plavali smo za zlatega, bronastega pa srebrnega delfinčka. Koliko časa ste bili v Novigradu? 5 dni. Pa bi šel še? Ja. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo preverili koledar dogodkov v prihajajočem tednu. RTC Žičnice Kranjska Gora obveščajo, da v mesecu oktobru obratujejo od petka do nedelje, od 9. do 16. ure. V času krompirjevih počitnic pa bodo obratovali vsak dan, in sicer od 31. oktobra do vključno 6. novembra od 9. do 15. ure. V tem času poteka tudi preprodaja smučarskih vozovnic na blagajni Vitran Cena. Vozovnice po ugodnejših cenah pa si lahko zagotovite tudi na glavni blagajni v mesecu oktobru, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure. Mladinski center Jesenica vas vabi na 2 prireditvi. Prva bo že v torek, ta prav Živ žal, z igrico Volk in 7 kozlička v dvorani Kolperen ob 17. V četrtek pa bo prav tako v dvorani Kolperen ob isti uri še predavanje Vzgajamo samostojne in odgovorne otroke. Gostja bo Simona Levc, soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti ali Nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami. Pa še novica za planince. Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je zavetišče pod Špičkom zaprto. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, to je bilo vse v današnji 1. oktobrski kroniki tedna. Vse veste, karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Do naslednjega snidenja.